Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dragi gosti, dobrodošli v Triglav Labu na dogodku Kaj tehta poldrugi kilogram in nam daje življenje v organizaciji zavarovalnice Triglav. Danes smo se zbrali tukaj na dan duševnega zbranja, da bi se pogovorili o skrbi za zdrave možgane. Zdaj to se tako sliši, zbrali smo se, da bi se pogovorili, da bo neka intervencija, ne, da smo vas vse tlele zbrali in bomo tlene možgane dali in bomo rekli možgani, kaj vi delate, dajte se malo v roke vzeti, ampak ne. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako mi sami lahko najbolje poskrbimo za to, da bodo naši možgani še dolgo in agilno delovali. Zdaj, možgani porabijo veliko energije, čeprav možgani predstavljajo le okoli 2% telesne mase, porabijo približno 20% kisika in kalorij, ki jih telo potrebuje za delovanje. Ne. Zdaj, na srečo, za razliko od električne, se ta ne obračunava po blokih omrežnine, ne. Čeprav mogoče je tisti tip, ki pač hočejo pošparati, ker so pa po koncu dalj časa po noč. Informacije o možganih sicer potujejo z osupljivo hitrostjo, signali med nevroni lahko potujejo s hitrostjo do 431 km/h, kar omogoča zelo hitro obdelavo informacij. Zdaj se mi zdi pač, da to je dober izgovor, ne, če si v šoli in se ne moreš spomniti neke informacije, se lahko pač opravičeš, da sam spoštuješ omejitev hitrosti v bližini izobraževalnih ustanov. Možgani so sestavljeni pretežno iz vode. 75% možganov je iz vode, tako da mogoče imamo tudi nekaj, pač, da je možno, da te luna nosi. Ne? Vsaj nekako splimo pa vseko, da vpliva na možgane in seveda možgane je vedno fino dobro zalivati. Z možgani pravzaprav dostikrat povezujemo ne toliko kot vseh funkcij, ki jih upravljajo, ampak spomin. Ne? Spomin je ponavadi tista prva stvar, ki nam pade na pamet, ko govorimo o možganih. Jaz recimo se lahko pohvalim, da imam fotografski spomin. Ja, kar pomeni, da ko nekoga srečam v drugo, potrebujem njegovo fotografijo, pa v zadnjem ime napisan, da se spomnim, kdo ta oseba je. Mogoče je tudi krivo to, da jaz res veliko ljudi. Spoznaš, hodim takole, zavarovalnica Triglav reče, prideš povezovati, ja, seveda, pridem, evo, in imam že takole, 30-40 ljudi, novih obrazov, vsak dan takole parkrat, in pa se mi zgodi, da pridejo ljudje do mene in se pogovarjajo z mano, ker se me spomnijo, jaz se pa njih ne. Jaz pa kar imam slabo vest in pač nočem pa izpast nadut, češ, kdo si ti plebejec, ampak ne moreš tega, čeprav kdaj bi. Ampak pač in pa se upadeš v debato, in ta debata je ponovadi, se res, tam smo bili, koliko hudo. In zdaj se mi je to zgodilo v trgovini, en prišel do mene in začel razlagati, pač razlaga, jaz tako po 5 minutah nisem več vedel, kjero mašilo bi mu rekel, tako sam še kimal sem, tako kot oni kuški, ki jih imaš v avtu, tako sem bil še, in to je trajalo 15 minut, in pa se reče, zdaj pa moram imeti, in me objame, in gre, in on gre tako, jaz ga gledam, dva z ženo greva v svojo smer, prav žena ti, zdaj se pa že na 2 tedna nista videla z bratom, Je pa res tudi, da možgani, je zanimivo pravzaprav, kako delujejo, kako jih sami pošljamo kdaj v kakšno smer razmišljanja. In tukaj bi jaz zdaj malce preizkusil vaše možgane. 3 vprašanja imam, ampak nobeno vprašanje ne bo pa, zdaj pa moram vedeti neko obskurno trivijo, iz leta 1743, kaj je nekdo na francoskem dvoru postregel za kosilo, tako kot pač postaneš prvak kvizov, ampak so preproste, take malo, bi rekel, uganke, ki kravžljajo možgane. Se pravi, probate ujeti kakšno podrobnost, vidite, kam vas vaši lastni možgani zapeljajo izven okvirja. In zdaj jaz upam, da imam tole pravilno naštiman. Prva uganka, a se bo kaj predstavil? Evo, prva uganka je takale. Pa vas bom pa kar prosil, da sami probate. Se pravi, zdaj takole, ste na izhodu iz labirinta.
Hodili ste kar nekaj časa po tem labirintu. Ariadne ni bilo, da bi vam pred vhodom na Mrč Table prodala nitko, a ne, pač da je tole ful dobro ponuditi, ni bilo, ne. Matra ste se, trudili ste se, dvakrat ste že slišali Minotaura, rata se vam je izogniti, ne, in pa pridete končno in shod pred vami je troje vrat. Zdaj pa, vi bi radi šli, ne, recimo, da že 3 leta tavate po tem labirintu, ne, ali pa še več, ne vem, ne, 2 dni, recimo 2, pač tavate po tem labirintu, prišli ste do izhoda in zdaj za temi 3 vrati vas za vsakimi nekaj čaka. Za prvimi vrati je pekel. Ne, ne uno pač solzice, pa mamica, ne, pa prežje govornica, pravi pekel, 9 krogov spod na sredi, Lucifer, neko mes Belcebub, muhe pase, tako proper, pač pekel. Za drugimi vrati poklicni morilec. Oborožen z naročilom za vas. Buden. Ne vemo, kdo je naročil, ampak pač je tam. Ne. Za tretjimi vrati pa grozni jezni lev, ki že 3 leta ni jedel. Ne. Vi bi pa zdaj radi prišli domov, vi bi se radi reči, o moj bog, jaz moram biti čez pol ure v Triglav Lebu, ker se pogovarjajo o možganih. Ne, skozi katera vrata moram zdaj iti, da bom preživel in da lahko pridem v Triglav Leb. Kaj mislite, tako vas bom malo vprašal, katera vrata bi izbrali, da bi preživeli? Tretja, zakaj? Bravo, ja, tako je, če lev že 3 leta ni jedel, je zagotovo mrtev, ne, tako da je varen izhod. Ok, druga, uganka? Ne, ne, pač damo direkt. Kaj imata skupnega otok in črka R? Ta je zelo taka, pač tle je zelo to malo lateralno mišljenje, razmišljanje, kam, v katero smer vas bo popeljalo mišljenje, kaj bi lahko vas vrlo. Kaj imate skupnega otok in pa črka R? Ja, tako je, ampak ker to ni oglas za zavarovalnico Triglav, nam tega ni treba napisati. Kaj bi razmišljal? Se pravi, otok in črka R. Morje, kakšno zvezo imate z morjem? Ne? Ne? Rešitev, to vam lahko pomagam. Neka zveza je ja, oba sta sredi morja. Če imamo besedo morje, R je na sredi, ne? In otok je na sredi morja. Zato tudi nisem Blejskega otoka. Pa zato, ker sem ni dal nobenemu plačevati za pravice za sliko. Ima še tretja. Sem pa malo prehiter. Poišči naslednje 3 črke v tem nizu. P, N, T. Ta je kar malo pasja, priznam. Kako? ČČN, ne? ČTN, ne? ČVT, ja, tako je, ČVT. Predlog ste eni spustili, ampak ste pa pravilno razmišljali, ne? Zaprav, spet ne, pač te nizi, kjer mi zelo hitro, ne, začneš matematično razmišljati, ne, skušaš ugotoviti, kje, ne, kaj zdaj, kakšna je, se pravi, to je 16. črka, pol je 21. črka, pred moj 13. črka, kaj moram, ne, zračunati včasih, ne, so take. Ampak kot rečeno, to so dejansko samo vaje v tem, kako, ne, in kaj lahko razmišljamo. Zdaj pa dovolj tega, vam smo obljubili strokovnjake, ne, in jih bomo zdaj tudi povabili. Jaz sem tukaj usedel na svoj tale krajni prestol, zdaj sem nekokrat moram jaz tole pritisniti, da pride takole, a ne? Evo, super. In bi povabil kar današnje goste semle k meni na oder. Najprej se nam bo pridružila profesorica dr. Maja Bresjanac, doktorica medicine, pobudnica ustanovitve in prva predsednica Sinapse. En aplavz, prosim, za njo. Je profesorica na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani ter vodja tamkajšnjega laboratorija za regeneracijo in plastičnost živčevja. Je pa tudi pobudnica in soustanoviteljica Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa, kjer vodi projekt Zdrav duh v zdravi glavi. Dajmo še en aplavz, prosim, da pozna njo.
Naslednja, ki se nam bo pridružila na odru, je primarij magister Manca Šoštarič Podlesnik, doktor medicine, specialistka nevrologije, ki v specialistični kliniki Dvorec Lanoš opravlja natančne nevrološke preglede. Njeni pregledi so namenjeni ugotavljanju vzrokov težav, ki so povezane z živčnim sistemom in zagotavljanju strokovne oskrbe za izboljšanje vašega zdravja. En aplavz, prosim, tudi zanjo. Naslednji je Andrej Mlakar, doktor medicine, specialist pediatrije in otroške nevrologije, zaposlen kot zdravnik v ambulanti zdravstvenega doma Polzela in Žalec, hkrati pa tudi direktor družbe Dispanzer za otroke in mladostnike. Aplavz tudi zanj. In pa še Andreja Leški, judoistka in zlata olimpika, ki tekmuje v kategoriji do 63 kg in je članica judo kluba Bežigrad. Dosegla je številne uspehe na mednarodnih tekmovanjih, med največje dosežke pa seveda spadajo zlata medalja na poletnih olimpijskih igrah letos v Parizu, srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v Budimpešti 21 ter v Dohi 2023, zlata medalja na evropskem prvenstvu v Montpellieru 2023, bronasta medalja na evropskem prvenstvu v Lizboni 2021 in zdaj bom nehal naštevati, rekel en aplavz, pa bom pa gosta vprašal, kje so pa vaše medalje. Ja, govorimo torej o možganih. Tisti kili in pol malih sivih celic, ki nam tičijo v glavi, ki niso so male, ampak so pa tudi zelo, zelo pomembne. In nam rade, ko nam povzročajo težave, so te težave znajo biti kar zagamane. In bi kar vprašal našo prvo gostjo Majo, s kakšnimi dejavnostmi pa zdaj vplivamo na to, da lahko zdravje možganov ohranimo v čim višjo starost? Super vprašanje, najlepša hvala. Če lahko bi začela samo iz zornega kota, zakaj sploh to početi. Možgani so eni in edini, nenadomestljivi in so bistvo srčika vsega, kar smo, znamo in kar bomo še lahko kdaj postali. Prej ste rekel, da nam dajo življenje, pa se ne bi nujno strinjala s tem, zato ker seveda lahko obstaja in obstaja zelo veliko živali v živalskem svetu, ki ne razpolagajo z možgani, pa živijo svoji vrsti in okoliščinam verjetno kar ustrezno življenje. Smo ravno kar odpustili tekstopisca naslova. Okay. Drug primer tega, da nam ne dajo življenja, je pa ni iz tistih stanj, v katerih pravzaprav smo lahko živi, ampak bolj ko ne vegetiramo, zato ker so naši možgani utrpeli okvare, nepopravljivo bolezensko stanje jih je zajelo in zaradi tega to življenje nima več pravega smisla. Zato je torej potrebno poskušati poskrbeti za možgane, ker za razliko od vsega ostalega našega organizma, za katerega medicina in znanost že razpolagata z mnogoterimi rešitvami, znamo jih vsaj zdraviti, če ne nujno zdraviti, za možgane pravzaprav nimamo ustreznih odgovorov na vse izzive in vprašanja. Kaj lahko torej naredimo? Cel niz stvari, o katerih se bomo verjetno še tekom današnjega dneva pogovarjali, ampak če poskusimo strniti 5 najpoglavitnejših v ključne kategorije, o katerih pišemo tudi v okviru našega projekta Zdrav duh v zdravi glavi na spletišču zdravaglava.si, je nabor dejavnosti, v katere se splača investirati. Skrb za zdravo prehrano, skrb za ustrezen, zadosten in kakovosten spanec, skrb za ustrezno veliko kakovostnega gibanja, umovadba, kognitivni trening, tudi to bomo danes še izvajali, in na koncu ob vsem ostalem, kar sicer izpolnjuje naš vsak dan, tudi skrb za to, kako prosti čas izrabiti za to, da lahko naredimo takrat še vse tisto, kar si želimo, pa ne sodi v osnovni nabor stvari, za katere se čutimo obvezane, da jih naredimo tekom osnovnega dela našega dneva. Ta prosti čas si je pač preprosto potrebno zagotoviti in v njem
bodi si ubežati ljudem, če jih imamo ves čas preveč okoli sebe, ali pa se z njimi podružiti takrat, kadar nam te socialne naveze lahko ponudijo način za ohranjanje dobrega počutja in zdravja. Super, najlepša hvala. Mislim, da se bomo res vračali k vsem tem nekim točkam, ki ste jih zdaj navedli. In če kar nadaljujemo naprej z Manco, ki deluje kot nevrologinja za različne bolezni možganov, hrbtenjače. Pri svojem delu se srečuje z vsem od Parkinsonove bolezni do demence. Veliko obiskov ambulante pravi tudi pač zaradi migren, glavobolov, dejansko pravzaprav te neke vsakdanje težave, ki se nam pojavljajo, pa niti sami kdaj ne vemo, kako resne lahko so. Pa bi vas pa vprašal, se pravi, ko razmišljamo o tem, se pravi, ne samo o teh dejavnostih, ki jih je Maja povedala, ampak recimo, da bi radi tudi neko bolj strokovno zaslombo oziroma pregled, se pravi, kdaj pomisliti sploh na preventivo in kako preventivno postopati. Zdaj imamo kakšne te diagnostične preiskave, da lahko si rečeš, o moj bog, ne vem, ali se mi kaj dogaja ali ne, kaj lahko ukreneš v tem primeru? Ja, nevroloških bolezni je seveda veliko, mogoče samo toliko, da razčlenimo, da ene so žilne bolezni, ene so v bistvu degenerativne bolezni. Imamo tudi kronične vnetne avtoimune bolezni, ki prizadenejo možgane, medtem ko recimo migrene so pravzaprav sorazmerno običajna, pojavna oblika glavobola pri mladih ljudeh, 4-krat pogostejše pri ženskah, genetsko lahko precej povezane, ampak genetike in preiskav ne izvajamo, ampak v bistvu večino je že dovolj, da vemo, da je nekdo v družini tudi, ki ima podobna stanja. In dejstvo je, da pri glavobolih na splošno in posebej pri migrenah niti ne govorimo o bolezni, ampak rečemo osebe z migreno. Pravzaprav je to za nevrologa večkrat rečemo, enostaven kontakt bi bil z osebo z migreno, tudi preko spletne povezave, potem ko enkrat prvič pregledaš človeka, zaradi tega, ker nimajo nevroloških izpadov, so praviloma slike in slikovne preiskave normalne, torej nevrolog načeloma razume in ve, kdaj je tipična zgodba za migreno in zaradi tega to dopušča kasneje samo urejanje terapije. Kaj lahko naredimo? Seveda migrene imajo veliko sprožilnih dejavnikov, mnogi jih lahko nekaj pogruntajo, večina je vezanih lahko tudi na prehrano, pri ženskah seveda na hormonska stanja in na menstrualne cikle. Dejstvo pa je, da ima veliko vlogo tukaj tudi stres. Zdaj stresu se seveda najtežje izognemo, vemo pa, da se mu tudi lahko kdaj. Torej, te vse motnje, zlasti z glavoboli, so izrazito povezane tudi z drugimi stanji, recimo depresijami, raznimi tesnobnimi reakcijami. Zato včasih ljudje niso najbolj zadovoljni, ko gre pogovor mimo tega, da je vse v redu z možgani na slikah, da kje pa je potem kaj narobe, ne? Tam pač je treba začeti iskati tudi globlje vzroke in velikokrat sami doprinesejo in pridejo do tega odgovora. Nedavno sem imela zelo mladega gospoda na pregledu, ki je vse športnik, vse aktiven, nobenih težav nima, nobene pozitivne družinske zgodbe nima, pa cel kup se je njih težav prikradlo. To se zdaj tako sliši, kaj vi govorite, pač o bolezni, ampak nobene pozitivne družinske zgodbe nima, ne kot nekaj dobrega. Pozitivne v minus, torej v minus, tako. Zanimivo. Ampak potem pridemo do tega, vse je v redu, laboratorij je v redu, on je to že vse v pravu, seveda so vse žile v redu, vsa slikanja v redu, ampak vseeno, kot zdravnik pač glodaš globlje in vprašaš, ali je pa karkoli kak način življenja imate? Ja, pa jaz zjutraj hitro vstanem, pa na kolo, pa ne vem koliko kilometrov, pa vse to je bilo vse v najlepšem redu. Ampak potem pa pridemo do tiste stopnje, da on reče, da že 7 let ni bil na dopustu, da spi 2 uri pa nadaljuje. To pa zdaj vstopimo v
tisto sfero vseh teh negativnih dejavnikov, ki vplivajo pravzaprav lahko na razvoj mnogih nevroloških bolezni. In tu lahko veliko naredimo. To je preventiva prava, ne? V redu, ne moramo se vsemu izogniti, lahko pa definitivno migrene iz 10-krat na mesec zmanjšamo na 2-krat na mesec. Zdaj vas bom jaz tukaj prekinil, se pa potem še k tem vrnila, ker ste mi dali to super istočnico s tem spanjem. Ne? Recimo, Andrej, vi se ukvarjate z otroki, z mladino, ne? Kjer vsi vemo, da pač spanje je ena tistih najmanj priljubljenih aktivnostih pri otrocih, ne? Da mogoče raj gre nalogo delati, raj se gre stuširati, raj gre sobo pospraviti, pa uno, ne? Zdaj moraš iti pa spati. Ne? To je nekako najtežje. Ampak koliko je pomembno pravzaprav spanje že v mladosti in kako se potem to skozi starost, skozi odraščanje spreminja? Ja, hvala. Tako zanimivo vprašanje. Jaz bom šel kar tako mogoče malo bolj na široko, ne. Vsi že od začetka govorite o približno med 1,2 kilograma možganov, ne. Seveda to ni res, ne. Ko se rodimo, so te recimo težnostne mere bistveno manjše. In zanimivo je tudi, da je sicer organizacija možganov takrat drugačna. In tisto, kar se meni zdi zelo zanimivo pa fascinantno, je to, da je to v bistvu ena taka nevrobiološka mašina, ki se v bistvu samo sebe sestavlja skozi odraščanje, do tega, da pride do neke točke odraslih možganov in potem zelo živimo v prepričanju, da je potem, ko so možgani odrasli, takšni so. Kar pa se meni zdi skozi tisto, kar berem, kar doživljam, tudi skozi lastno izkušnjo, da se vsaj ta funkcija možganov v smislu tega, ko govorimo o osebnosti, o razmišljanju, o čustvovanju, spreminja tudi skozi vso ostalo odraslo življenjsko obdobje. In to je eno tako izjemno zanimivo področje. Ampak glede na to, da sem zgrešil zdaj vprašanje, bom šel na spanje, ne, kot en tak primer. Ko ste vi rekel, da v bistvu otroci silno neradi zaspijo, bom jaz rekel ne, nasprotno, oni zaspijo v popolno nemogočih situacijah, brez da bi se karkoli pritoževali, kje je razlika. Ne, vi govorite o 10 let starem otroku, jaz govorim pa o dojenčku. In tisto, kar je zanimivo, ne, tako kot možgani, kaj človek zmore, ko se rodi, ko je star 10 mesecev, ko je star 10 let, ko je star 50 let, je tudi zanimivo, kako se to spanje spreminja. Ne. In poznamo zelo dobro, ne, te vzorce spanja, same zakonitosti spanja, potem za nekimi preiskavami spanja, ki vključuje v glavnem EEG kot elektroencefalografijo, pomeni merjenje električne možganske aktivnosti možganov, to zelo dobro poznamo. Ne. In vemo, kako to gre, in tako, ne. Ampak tisto, kar je pa zanimivo, pa pravzaprav odgovora na vprašanje, zakaj spimo, pa sploh nimamo. Zakaj je to spanje tako zelo pomembno? Vemo, da brez njega ne gre. Moje mnenje je tako, da zelo verjetno je za različne ljudi spanje različno pomembno. Ne? Tako da vemo, ne vem, skozi naše znance, družine, da se ljudje v spanju zelo razlikujemo med seboj. Ja. Mogoče bi čisto nekaj, se pravi, zdaj že pod vprašanje tukaj, ko govorimo ravno o tipih spanja. Jaz vem, jaz zase, ne vem, sem imel neko obdobje takrat, proti koncu, ko sem končal študij in začel prevajati, meni je bilo pač live to, da sem pač, jaz sem ob 8 zvečer začel prevajati, ker sem bil mir pa ne vem, do 5-6 zjutraj, ker ni bilo benga več na internetu in sem imel mir pa spat do 2 popoldne. Sve sem videl, da pol to ni vzdržal, ampak recimo, koliko lahko pravzaprav si ljudje obračajo tudi neke te, bi rekel, bioritme, pa se tudi to vemo, kako je, če imaš to neko delo, ki poteka, recimo, da je troizmensko, kjer moraš biti tudi po noč nekako agilen, vsake toliko časa.
Ja. Znotraj nevrologije, pa znotraj otroške nevrologije obstajajo ljudje, ki se posebej ukvarjajo z spanjem, imenujejo se somnologi, jaz to nisem, vendarle pa kar precej vem o spanju. In tisto, kar vem, no, je to, da v resnici ljudi ali pa otroke, mladostnike, nekako delijo somnologi na sove in škerjance. Sove so tisti, ki radi zelo dolgo bedijo po noči. Takrat jaz temu rečem, ko se svet ustavi ali pa ko se svet umiri in ni zunanjih motečih dejavnikov, in pa na tiste, ki zelo, in seveda potem spijo zelo dolgo, potem, ko že mama ta tretjič pokliče na kosilo, je vendarle čas, da se ostaneš. In pa na škerjance, ki pa zelo zgodaj zaspijo in so seveda tudi za prvim soncem pokonci. Zdaj kot starš lahko recimo v lastni družini opažaš, da imaš različne otroke. Potem je seveda vprašanje, kaj si želiš, nekaj, kar je tebi bolj podobno mogoče, kot kar je kontra tvojemu ritmu. In pa tisto, kar ste izpostavili, je pa v resnici, da se skozi življenjsko obdobje pa ta življenjska obdobja pa lahko ta slog spanja spreminja. In ravno tako, kot se z starostjo nekako spreminja in je za celo skupino mogoče teh najstnikov v resnici, pa mogoče malo kasnejših najstnikov, v resnici značilno to, kar ste prej opisali, to dolgo bedenje po noči in potem spanje preko dneva. Mogoče je tega veliko manj v nekem zgodnjem otroškem obdobju ali pa mogoče tudi veliko manj v odraslem življenju, kot te budilka zjutraj prisili, da 5 pa 3 minute ali pa kakšnokoli drugo uro posvetiš njej pozornost. Zdaj bi tukaj majčkeno pavzice naredil, se bomo pa še vrnili k spanju, ker zdaj me pa zanima, Andrej, kako je pa pri vas? A je kdaj kakšna nespečnost pred dvobojama kako je mogoče recimo bilo, če se vprašati, kako je bil večer pred temi odločilnimi borbami na olimpijadi, kako je to zdaj, a ste lahko zaspali ali je bilo treba kaj treninga, kaj meditacije, pač kaj se vse takrat po glavi pretaka in kako takrat možgane osredotočati v izpolnjevanje zadanega cilja? Ja, tako. Lih na to se v bistvu mi pripravljamo, da ne pride do tega. In tudi prej mi je bilo zelo zanimivo, ko je gospa Maja povedala in nekako naštela te skupine, katere obstajajo, kako mi zdaj skrbimo za naše možgane. Jaz že celo življenje to delam in mislim, da to delam jaz za svoj šport. Zdaj sem pa gotovila, da že celo življenje delam za svoje možgane. Se pravi, se ukvarjam in s svojo prehrano in s svojim dobrim spancem in z gibanjem. Tako da to mi očitno so zelo preskrbljeni bili skozi to mojo poklicno pot. Drugače pa ja, sigurno je nekako stres nekako povečan pred takimi dogodki, sploh olimpijada, ki je enkrat na 4 leta, kolikor vemo, tako da je res nekako odločilno. Ljudje potem si kar sami mogoče še malo ene take nahrbtnike z tem pritiskom nadanejo, da takrat pa je res treba. Ampak jaz sem se v to svojo izkušnjo spustila lih kontra. Tako da sem rekla, da to je še ena tekma, moram jo odpraviti sproščeno, ker ko sem sproščena, sem nekako najboljša. Ves čas sem se opominjala, da to delam že ves čas. Tako da večer pred tekmovanjem sem se nekako probala rutinsko lotiti. Ponovadi, ne vem, si kaj zapišem, imam pač en dnevnik, ki preberem, tako se najlažje recimo umirim brez recimo zaslonov ali pa recimo na telefonu. Sem ugotovila, da potem dosti slabše spim, je regeneracija dosti slabša, če tik pred spanjem recimo gledam še kakšne posnetke ali pa slike in tako naprej. Tako da sem probala že dosti časa prej vzpostaviti to rutino, ki mi je pomagala, da sem lahko tudi na ta pomemben dan se je držala in šla skozi mirno nekako na ta nek navaden način zame. Super, hvala. Jaz bom zdaj naredil eno tako mogoče malo bolj zelo razvlečeno primerjavo, da lahko naredim preskok na naslednje vprašanje. Ker ste sklenjeni, so tekmovalko, včasih se zdi kot nek ples. In zdaj ples je pa tudi prav, da je ena boljših dejavnosti za možgane. Ples pa učenje več jezikov. Drži. Pravzaprav vse, česar še ne znamo in poskušamo osvojiti, in vem, da imate neke naloge za nas, ki se jih bomo lotili, urijo možgane in s tem pravzaprav tudi v duhu
prej omenjene plastičnosti, ki je vseživljenjska značilnost naših možganov, dejansko povečujejo njihovo zmogljivost ali ohranjajo dobro delujoče možgane. Ples, zakaj ples? Zato, ker je ena čudovita kombinacija raznolikih izzivov. Gre za gibanje, ki je lahko pač v odvisnosti od vrste plesa tudi zmerno ali zelo intenzivno. Gre za nekaj, kar je evolucijsko gledano zelo stara značilnost mnogih živalskih vrst, nek odziv na ritem, ki ga zaznamo v okolju, kadar je to del glasbe, je čudovito videti, kako se naši možgani sklopijo z ritmom v glasbi ali z melodijo in nas spravijo v gibanje, temu rečemo z lepo slovensko besedo groove, ko pademo v feeling. Odrasli začnemo pravzaprav pod pritiskom nekega sramu morda to vedenje brzdati, ampak če pogledate malčke, ki pač slišijo glasbo, bodo zelo velikokrat preprosto začeli na njo migati, tako kot jim to narekuje ta sklopitev njihovih možganskih ritmov z ritmom, ki jim ga narekuje glasba. Gre tudi za čudovito umovadbo, ker če gre na primer pri plesu za bodisi, da gre recimo za neko koreografijo, ki jo poskušamo osvojiti. Urimo svoje možgane, da se pravzaprav sklopljeno s telesom premikajo v prostoru in obvladajo pravzaprav gibanje telesa v prostoru. Če pa ne gre za koreografijo, ampak gre recimo za nek ples v paru, je pa potem novi čudovit izziv, s katerim se spopadajo možgani, ta, da pravzaprav poskušamo razumeti partnerja, ki nam sugerira naslednji gib in sklopljeno z glasbo potem pač uresničiti neko skupinsko akcijo. To je lahko čudovit vir emocionalnega nagrade, potešitve. In dodatno je še pač to, kar je značilno za večino nekih kontekstov, v katerih plešemo, to, da tega ne delamo sami. Ampak smo v neki družbi in je pravzaprav tudi iz socialnega zornega kota to nekaj, kar nas povezuje z drugimi in kar lahko delimo in pomnožujemo zadovoljstvo ob tem. Nikoli ni prepozno za ples, jaz osebno sem se ga lotila potem, ko sem nehala plesati kot otrok, ker me niso vzeli v baletno šolo, so rekli, da sem preveč okrogla, premalo gibčna, plesati šele po 50. letu. In lahko zelo toplo priporočim to dejavnost. Večjezičnost, karkoli, ponavljam, jeziki so čudovita veščina, ker nas pravzaprav prenesejo tudi v drug kulturni prostor in v drugačen način razmišljanja o tem, kako sporočamo tisto, kar želimo pravzaprav sporočiti. In terjajo od naših možganov, da nočem biti predolga, zato pač želim samo rezime narediti, da je torej tudi urjenje večjezičnosti nekaj, kar je čudovita investicija za našo sposobnost, da smo del neke širše družbe in hkrati tudi zato, da te veščine, ki jih naši možgani osvojijo, ko obvladajo različne kulturne kontekste in jezike, da pač s tem krepimo njihovo kognitivno rezervo, kot radi rečemo temu pojmu. Da skratka postajajo na račun tega, da jih urimo v teh veščinah, bolj odporni na okvare, ki jih prinaša starost, zloraba takšna in drugačna, bolezen. Hvala. No, zdaj ste ravno omenili bolezen, se pravi, pride pa seveda, temu ne moramo ubežati. In ko pride do bolezni, recimo do demence, do drugih bolezni, ki vplivajo na nesamostojnost življenja, je pa ponovadi, se pravi, tukaj ni samo pač za ljudi, ki se soočajo s to boleznijo, predvsem tudi potem za svojce, ki postanejo na nek način skrbniki, morajo pomagati tem družinskim članom. Bi vprašal, kako učinkovito mogoče, če veste pomagati svojcem,
ki so se pri bližnjih srečali s takimi težavami. Ne? Zato, ker tukaj pač se v Triglavu napisal, da opažal vedno več tegob zaposlenih, ne, ki morajo skrbeti za svoje opešane svojce, hkrati pa vseeno dobro opravljati delo, biti produktivni, motivirani, zadovoljni. Ne, zaprav, kako iz izkušenj, kako lahko nekako pomagamo. Bistvo pri vseh boleznih, pravzaprav ne samo nevroloških, je, da ali se posameznik zdravi zaradi nečesa ali ima njegov bližnji svojc neko bolezni, je dobro razumevanje bolezni. Ampak tako klasično, laično razumevanje, ki je koristno pridobljeno pravzaprav najbolj s strani specialista ali zdravnika, ki takega bolnika vodi. Dejstvo je, da lahko se skozi potek pripravimo na to. Zmerom rečemo, da je zaželjeno, da pridemo do tega, do te možnosti, da se lahko tudi dostojno na nek način kasneje poslovimo, tako pa tudi je prav, da na začetku bolezni pravilno seznanimo z različnimi časovnicami, kako bo nekaj zelo verjetno potekalo, in je prva stvar zdravljenje, če je to pač mogoče. Z zdravljenjem mi odložimo tisti čas, ko se bo bolezen poslabšala do te mere, da bodo potrebovali vedno več pomoči ali vedno več, v bistvu tudi, mogoče tudi ne bodo mogli biti več v bližini teh najbližjih. Ampak vse to je namenjeno, da se ljudje pripravijo tudi na to obdobje. Je pa dejstvo, da seveda določene bolezni prizadenejo možgane bolj irreverzibilno, kjer dejansko vemo, da ne bo izhoda, druge manj. Naprimer, če se navežem čisto zanimivo zdaj na to večjezičnost, po možganski kapi lahko imamo bolnika, rečemo, afazičnega, torej ne more govoriti, lahko poje. Imamo bolnika, ki govori slovensko, ker je bil pa rojen v Nemčiji, govori nemško, gladko. Ne more pa povedati ničesar po slovensko, kar se je na primer naučil kasneje. To so vse fenomeni, na primer, ki prispevajo k temu, da se točno ve, da so neka obrobna področja možganov, ki so prevzela določeno funkcijo in so skladiščila določen star spomin. Zdaj seveda, če govorimo o demenciji, je to pač žal ena izmed teh bolezni, ki nas bo najbolj zadela v prihodnosti, zato ker je pač toliko več starajočega prebivalstva. Seveda je rok trajanja omejen za vse in žal ni take terapije, s katero bi lahko popravljali, lahko samo upočasnjujemo proces. In zato vedno poudarjamo na predavanjih, ki so namenjena tudi laikom, da čim bolj razumejo, kako pravzaprav to ni mogoče, da pri 95 let starem rečeš, kdaj bo pa srce v redu, kdaj bodo pa možgani čist v redu. Ne bodo več v redu, ne? To je pač v bistvu potrebno se soočiti. Nevrologija ni popolnoma enostavna veda v nobenem kontekstu, niti za starejše, niti za otroke, ker praviloma prinese lahko seboj mnoge tudi zelo težke bolezni, je pa res, da je pa tudi zelo napredovala in na primer pri možganskih kapeh se rešujejo mnoge zadeve, pri multipli sklerozi je obilo terapij. Že jaz nisem zelo stara, pa sem v bistvu, ko sem začela kot nevrologinja, ni bilo niti podrazno, niti približno toliko zdravil na voljo, kot jih je sedaj. Tako da to pač seveda vse zelo, zelo napreduje. Hvala. Se vrnemo potem še k vam. Gremo spet majhen še na mlade. Zanima zdaj pač ena teh pravzaprav bremen, ravno tega, kar smo se že prej pogovarjali, preobremenjenost in vsega sve je tudi izgorelost. Ne? Zdaj pa, opažate mogoče tudi že pri otrocih, ki vemo, kako je dostikrat je, ki imamo, ali so sami zelo želijo kaj početi, ali so to neki starši, ki imajo zelo velike načrte z njimi in da prihaja do preobremenjenosti oziroma do tega, da ne morejo več upravljati z vsem, kar imajo naloženo, z vsemi aktivnostmi in obveznostmi. Ja, hvala. Ja, prihaja, je odgovor. Ampak jaz mogoče, ko sem tudi že par let delam, mogoče ne bi rekel, da je to tako zelo novo.
Jaz bi se zelo pridružil Manci, ki je rekla, da se je razumevanje bolezni ali pa težav zelo spremenilo in pri zdravljenju bolezni so tehnike zdravljenja medikamentoznega, nemedikamentoznega grozno napredovale, tako je tudi grozno napredovala tale sposobnost diagnosticiranja raznih stanj ali pa razumevanja nekih stanj. Ne? In danes smo na neki točki in zagotovo se ta razvoj ni ustavil danes, ne? Tudi se ne bo ustavil jutri. Meni se zdi zelo zanimivo, kaj bo čez 20 let, ne? Kakšno bo takrat razumevanje. Nazaj na vprašanje, ja, srečujemo se s tem, ne? Zelo pogosto, pri čemer ni moje mnenje, da so zdaj, ne vem, otroci tako grozno obremenjeni, kot prej do sedaj še nikoli niso bili. Mogoče se o vsem tem govori več, kot se je govorilo včasih. Ne? Če navežemo to recimo na učne težave, potem tole recimo spremembe, ki so se zgodile v izobraževanju otrok, ki imajo neke specifične učne težave, to so tektonski premiki v razumevanju in tako smo tudi mi pomeni pediatri, ne, doživeli neke tektonske premike, ko vedno bolj razumemo, da pravzaprav otroci zelo veliko krat te svoje težave, stiske, ki niso čisto organske narave, projicirajo v telo. Mi rečemo, da imajo somatizacijske motnje, zelo taka tipična je, boli me trebušček, danes ne morem iti v šolo, ne? Boli me glava, danes ne morem iti v šolo, to so take zelo klasične, s katerimi se zelo pogosto srečujemo. Jaz mislim, da je bilo to nekdaj tudi, a ne? Zdaj, zakaj do tega prihaja? Pač zaradi neravnovesja, kaj je tisti otrok tisti trenutek sposoben, pa kar recimo okolje, kdorkoli to okolje že je, ali je šola, ali so starši, ali kdorkoli od njega zahteva, ne. Tako da jaz mislim, da tako kot je bilo veliko govora, ne, o tem, kako skrbeti za možgane, je recimo zanimivo tu pri otrocih opažati, kako zelo ti možgani vendarle niso sami zase. To ni nekaj, kar je izolirano od ostalega telesa, ampak en sestavni del telesa, ki je globoko omrežen z vsemi ostalimi strukturami v telesu in tako kot stanje telesa vpliva tudi na umske sposobnosti ali pa na delovanje možganov, tega nevrobiološkega stroja, če hočete, tako tudi deluje po obratni poti. To bi bilo recimo tako, no. Zdaj pa kako pa pomagati, ne? Prvo je treba ta stanja prepoznati, ne? Zdaj seveda kot korekten recimo somatski, zahodni zdravnik, ne? Kjer je prvenstveno ključno izključiti vse te organske bolezni, za katerimi otroci tudi obolevajo, a ne? In potem, ko prideš nekako z diagnostičnimi možnostmi do konca, potem ugotoviti, da najbrž težava ne bo na področju telesa, ampak bo na področju uma in iz tega naslova potem tudi reševati te težave. Umetnost v vsakdanjem delu je, kje se ustaviti, ne? Ker tehnologija danes omogoča. Jaz zelo dostikrat rečem vam, volanti, ti poslušaš, toliko preiskav, da naslednji 2 leti lahko kar preiskave delaš, ampak na neki točki sem vam mogla zmeniti, da je zelo verjetno, da nisi bolan, ne? In bomo reševali težave drugje. No? Tako da to polje, ne? Ker je današnji dan menda tudi dan duševnega zdravja, ne? In ker je pač duševnost ta v bistvu najbolj vidna funkcija možganov, ne? Je to tudi eno polje, ki je zelo veliko področje, pa se mi zdi, da je zelo v zadnjih letih bilo prepoznano in se je tudi ustrezni ukrepi na področju širjenja te mreže, ki je včasih ni bilo, psihosocialnih pomoči, psiholoških in tako naprej. No. Super, hvala vam. Andreja, zdaj, ko smo govorili pač o tem, ne, pa in o otrocih, ki seveda ne morajo delati pač ali želijo, jaz sem nekaj drugega vprašal, kako je pa potem, ko delaš in delaš ne, toliko let za nek cilj, pa ko pride do nekega poraza, ne, kako pa takrat možgane, glavo nazaj spraviti na to pot, da ne obupaš, ampak da si rečeš, ne, gremo zdaj naprej, sej, evo, tam bo pa zdaj Olimpijada 24. Ja, te porazi in neuspehi so kot ene bolezni v športu. Mislim, da je zelo pomembno, tako kot je tudi prej Manca povedala, da se je treba s tem soočiti, pač
tudi to pride, nekako lahko tudi to pričakujemo. Verjetno nikoli noben ni bil neporažen celo svoje življenje. Tako da jaz sem predvsem, lahko iz svojih izkušenj govorim, nekako se probala tudi na to pripraviti, da to je tudi en scenarij, ne? Lahko se pač nekaj zalomi, pride do neke napake, ki niti ni bila mogoče odvisna samo od tebe. In takrat je potem treba to sprejeti, se s tem soočiti in iskati korake naprej, da pridemo ven iz tega stanja. Zdaj v športu mislim, da je mentalno zdravje tudi zelo, zelo pomembno in ob porazih ponavadi se je potrebno nekako vrniti na to, da rezultatsko smo športniki najbolj videni in pod nekim pritiskom, ampak rezultati niso vse, kar mi smo kot športnik, kot oseba. Tako da mislim, da se je v takih težkih trenutkih ponavadi potrebno vrniti kakšen korak nazaj in pogledati, kaj mi smo in kaj mi delamo in kaj smo še vseeno dosegli na tej neki naši poti. Se pravi, ta poraz zdaj ni spremenil tega, da sem jaz mogoče, ne vem, vrhunska športnica v smislu, da kakšne izzive sem na svoji poti že dala skozi, kakšne izkušnje sem že nabrala, koliko enih izkušenj sem po svetu že doživela, kakšen sem jaz sogovornik do drugih, človek, do prijateljev, do kluba, do ekipe in tako naprej. Ne? Tako da ponavadi te neuspehi tudi trajajo nekaj časa, je to ena taka rana, ki jo je treba zaceliti. Mislim, da se je takrat predvsem potrebno fokusirati na to, da čim hitreje nekako to predelamo, damo čez, tudi mogoče poškodbe v športu, ne samo porazi recimo, da se takrat posvetiš res rehabilitaciji, poslušaš svoje telo, si vzameš dovolj časa za počitek, zase, da lahko tudi odmisliš, da imaš mogoče v življenju tudi neke druge temelje, na katere se lahko opreš, takrat, ko tukaj preprosto ne gre. In malo po malo na tako ene več področjih si res gradiš potem to eno tako safety net, rečem jaz. In to se mi zdi, da je najboljša preventiva že nekako delati na tem in potem, ko pride do tega, da res se temu posvetiš in probaš čim prej odpraviti. Super, najlepša hvala. Zdaj tako, mi smo dejansko šli že čez čas, ki so nam ga dali, ne? Tako da bomo potem še na voljo bodo naši strokovnjaki za kakšna vprašanja na koncu. Prej pa seveda, kot so bile obljubljene neke vaje, ne? Ampak prej bi pa še povabil sem Saro Vehovec iz Triglav Laba, če se mi pridruži. Evo, Sara, lepo pozdravljena, mi da bova zdaj tole vstoje debato imela. Živjo. Triglav.smo je projekt, ki v Triglavu teče že od leta 2011 in skrbi, ne, za zaposlene, da bi se počutili bolje. In ko sem malo gledal ta program, mi je bila ena stvar tako zelo zanimiva, aktivni odmori. Ne. To me je malo spomnilo na šole, kjer imajo zdaj te rekreativne odmore, ne, tudi eni odmor za malce, eni rekreativen odmor. Kaj aktivni odmori pomenijo pri vas? Okay, najprej dober večer tudi z moje strani in Boštjan, čestitke oziroma hvala za super pogovor, meni je čas zelo hiter minil, no, tako da nisem pričakovala, da bom že tako hiter tukaj stala. Aktivni odmori, to je v bistvu nekaj, kar imamo zaposleni možnost ob torkih pa ob četrtkih, oziroma takrat nas spodbudijo še dodatno, da si vzamemo 15 minut časa, da ostanemo, da se razgibamo, da malo prekinemo ta delovni proces, to sedenje in da se poskušamo čim bolj sveži vrniti nazaj za delovno površino. Kako pa drugače skrbite za, bi rekel, mogoče to psihosocialno dobrobit zaposlenih, kako pač pomagate, oziroma če se kdo znajde v težavah, kakšne programe imate? To je pa nekaj, kar se mislim, da se res lahko v Zavarovalnici Triglav pohvalimo in nas veliko, tudi jaz sem ena izmed teh, ko sem se šla že pogovoriti k naši sodelavki in sicer že 10 let imamo možnost pogovora o naših stiskah, včasih, če se samo ne počutimo dobro, če moramo karkoli razrešiti sami s sabo, imamo možnost, da se v delovnem času brezplačno pogovorimo z nekaj sodelavci, ki so za to usposobljeni.
Tako da to je res super stvar. Evo, super, Sara, najlepša hvala za te informacije. Zdaj te bom pa prosil, če ostaneš tukaj le z mano. Moraš, ker da je mikrofon sem, da boš imela proste prste. Tudi vas bom povabil, če želite, da sodelujete in pa seveda tudi vas. Jaz, ko sem se pripravljal na to, ker sem rekel, ok, nekaj vaje za možgane in sem se pogovarjal z mojim prijateljem Nikom Škrlecem, ki je zelo raziskuje, on predvsem pač in možgane in pač tehnike pomnenja in vsem si rekel, kaj je kakšna taka finta, ki jo lahko pokaže, rekel, da pač daj narediti kakšne vaje za aktivacijo možganov. In zdaj me boste vi popravili, če bom kakšnega koza ustrelil, ampak pač dejansko ravno to, pač, da delaš, da se koncentriraš na neke take pravzaprav zelo majhne akcije, ki pa ti niso povsem naravne. Se pravi, da moraš zraven razmisliti. Se pravi, da ni to nekaj kot, ne vem, režeš čebulo, ni problema. Itak jokaš, ne vidiš rok, ampak veš, kje boš tle, ni panike. Ampak neki gibi, koordinacije, kjer morajo možgani dodatno delati. In bi prosil zdaj, če lahko vsi sodelujete, lahko sedite, ni treba vstati, ker bomo kraj. Prva je čist preprosta. Najprej gremo samo stiskati prste, se pravi ob palec od kazalca do mezinca in nazaj, pa ne gleda, ta bo lahka, to mislim, da nam bo šlo. Ta je tako, kar nekako veš, kje se skrivajo približno prsti, veš, kako grejo po vrst, če gremo zelo hiter, se potem že, če malo pospešimo, kar malo preskočiš, zdaj pa ostanemo, ampak na eni roki stisnemo skupaj palec in mezinec, na drugi pa palec in kazalec in gremo v ritmu, se pravi, na eni roki naprej, na drugi pa nazaj. Ne. To so leta vaje trebljenja. Ne. Je malo, Potem, če zamižiš, ja. Potem bomo, da ne bomo preveč, še dve bomo naredili, ujemi zajca. Ujemi zajca, se pravi, ena roka je lovc, druga roka je zajec in potem moraš to zamenjati in imaš v drugi roki lovca in zajca. Se pravi, ena roka naredi pač pištolco, druga zajca in gremo menjati. Ne. Je kar. Okay. Mogoče ena, ki sem pogruntil, da je malo lažja, damo pesti takole, da jih gledamo, na eni izprožimo palec, na drugi pa mezinec, in zdaj sta v eno smer in zdaj jih menjamo, zdaj pač plešemo. Ta je, ta... Ja. To. In pa še ena, bomo delali pa enačaj. Ne. Na eni roki izprožimo kazalec, na drugi mezinec in potem zamenjamo. Mislim, da je res posod, tako kot ste rekli, če mižiš je lažje, zato ker pa imaš to vizualno je. Tako, in pa še ena, da vidim, če bo, to sem pa jaz prav in mi ni ratal, ni podrazno. Zdaj dve bomo, ta prva je še taka malo. Z eno roko delamo 1, 2. 2, 1, 2 bomo. Z drugo roko bomo delati pa 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 in združimo. 1, 2. In pa ultimativna. Imate vi tudi kakšne te boks vaje pri judu? Ne, ok, pa nisi nevarna zdajle. Eno roko, začnemo z eno roko in jo vrtimo v eno smer. Nato pa drugo roko skušamo vrteti v kontrasmer. To je, ne.
Jaz mislim, da si lahko zdaj zaploskate. Jaz mislim, da si lahko zdaj najlepša ti hvala, Sara, za to pomoč. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste bili danes tukaj z nami v Triglav Labu. Zahvaljujem se seveda zavarovalnici Triglav, ki je vse tole organizira. Najlepša hvala tudi vam, Maji, Manci, Andreju, Andreji, da ste bili z nami. Mi bomo zdaj tale uradni del večkrat zaključili, pa vas seveda povabimo tam. Imamo zdrave prigrizke, imamo oreščke, imamo sadje, imamo tudi rogljičke, za one, ki ste že preveč danes možgane trenirali, pa se lahko malo razvajanja z ohaji prvošte, smutje in vse. Tako da najlepša hvala. Jaz bi prosil, če damo en velik aplavz našim gostom in pa organizatorjem.